Število ljudi z duševnimi težavami se je po COVID-u povzpelo kar za tretjino. Potrebe po strokovni pomoči naraščajo, čakalne vrste za obisk kliničnega psihologa pa so daljše od enega leta. Na trgu so razmere kaotične. Psihoterapije ponujajo tudi tisti, ki nimajo nobene izobrazbe, ker stroka ni enotna, kdo sploh lahko izvaja psihoterapije. Država že leta obljublja zakon, ki bo uredil to področje in uvedel nadzor. Ljudje v stiski pa medtem nemočno čakajo in v upanju, da jim bo jutri bolje, plačujejo izjemno drage psihoterapije, ki pogosto ne pomagajo. Država z svojimi ministrstvi in organi ni napravila tistega, kar že dolgo obljublja. 20 let že. V trenutnem sistemu lahko vsak zdravi, kar želi. Kakšna je vaša cena? Drugače, imajo 900 evrov, 600 evrov za vse trenutno. In medtem, ko država ne naredi nič, da bi uredila to področje, zdravniki predpisujejo vse več antidepresivov. Vedno več je tudi bolniških odsotnosti zaradi duševnih stisk in motenj. Zakaj se nič ne premakne in kdaj bodo ljudje z duševnimi motnjami lažje prišli do pomoči? V rubriki 24 ur inšpektor po oglasih. Stiska, nemoč, občutki krivde, žalosti, strahu. V klinični praksi opažamo predvsem porast različnih anksioznih in depresivnih stanj. Izguba službe, razveza, stres, tragedije, bolezen, negotovosti, ki jih je dodatno poglobila epidemija koronavirusa. Življenje se čez noč lahko obrne na glavo, vsakdanjost postane težka, neobvladljiva. Je družbena realnost trenutna, trda in zahtevna. Depresije, tesnobe, panični napadi, duševne motnje, stiske modernega časa skokovito naraščajo. To je res tak občutek, ki se ga težko opiše. Vpliva praktično na čist celoten aspekt oziroma na celoten del tvojega življenja. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je pred pandemijo koronavirusa vsak 8. človek že srečal z eno vrsto duševne motnje. Najbolj pogosti sta tesnoba in depresija. Po pandemiji je število ljudi, ki se srečujejo z duševnimi motnjami, zraslo za skoraj tretjino. In Slovenija ni izjema, a pomoč, ki bi morala biti na dosegu roke, je pri nas prepočasna in pogosto nestrokovna. Čakalne dobe v javnem zdravstvu so predolge še vedno. Ljudje v stiskah za obisk kliničnega psihologa z napotnico redno čakajo skoraj leto in pol. Ko gre za težje stanja, z napotnico zelo hitro, pa 9 mesecev. In to je pozor šele prvi pregled. Ko gre za otroke, je stanje še hujše. V vrsti je več kot 2200 otrok in mladostnikov v stiski, ki pomoči ne dobijo pravočasno. Na obravnavo čakajo mesece, tudi leta. V nekaterih zdravstvenih domovih presega tudi 2 leti pod stopnjo nujnosti redno. Ko je vsak dan lahko borba za preživetje, v tem času se stiske tako poglobijo, da jih je vse težje zdraviti. Najbolj taki nebopijoči primeri so ljudje, ki so recimo življenjsko ogroženi, da so samomorilni. Lahko si predstavljate, kako je to, če nekdo ne dobi takoj pomoči, ko obupuje nad življenjem. To je mreža kliničnih psihologov zaposlenih v zdravstvu, nekaj manj kot 150 jih je, ali drugače 7 na 100 tisoč prebivalcev. V nekaterih regijah je na voljo le eden, zato ne čudi, da večina ljudi pomoč raje poišče samoplačniško. Na trgu pa je kaos. V trenutnem sistemu lahko vsak zdravi, kar želi, ker pravzaprav to ni nikjer opredeljeno, ni nikjer določeno, ni nobene kazenske odgovornosti. Psihoterapija je že leta tržna niša, s katero lahko na plečih bolnih in nemočnih služi vsak. Na spletu je ogromno oglasov, skozi katere se laik težko prebije. Nestrokovnost gre v take razsežnosti, da psihoterapijo ponujajo tudi tisti, ki z njo nimajo prav nič. Gospod, ki izvaja energijsko psihoterapijo, zase pravi, da se je specializiral na področju alternativne medicine in ima 10 mednarodnih certifikatov. Gospa pravi, da ponuja individualno terapijo, ponuja pa reiki, bioenergijo, zdravljenje z zrakom, svetlobo, zdravljenje na daljavo. Vse to sodi pod področje psihoterapije. Ljudje v stiski pa naredijo vse v upanju, da jim bo jutri lažje, znosnejše.
Moja pot je bila kar dolga, do ustrezne psihoterapije in na splošno do medikamentov. Pravilnih, v bistvu meni se je zaradi travme v otroštvu razvila obsesivno-kompulzivna motnja, skupaj s tem pa tudi anksioznost in panična motnja. To je Darjina zgodba. Zbolela je v času študija. Prvi simptomi so prišli čez noč. Ni vedela, kaj se ji dogaja. Pomoč je najprej poiskala na urgenci, nato pri psihiatru. Predpisal ji je zdravila, a ji niso pomagala. Zdrsela je še globje. Bom rekla, to je životarjenje, vsiljive misli, katerih ne želiš imeti. Meni je bilo to blazno težko, zato ker sem nekako čutila, vedela, da so nekje stvari, ki bi pomagale, samo enostavno nisem našla prave pomoči. Pristala je na točki, pravi, ko se je spraševala, ali bo kdaj sploh lažje, ali se bo kdaj iztrgala iz primeža težav, ki so jo hromile. Na sistemsko neurejenem trgu je pomoč iskala povsod. Pri raznih bioenergetikih, tako in drugače, ker pač res ne veš, kam bi se sploh še obrnil. Spomnim se ene situacije, nek priznan, rekla, terapevt iz Švedske je prišel v Slovenijo, potem se pri njemu naročila, imela sva 4 seanse in v bistvu po tistih 4 seansah, ki niso bile poceni, da omenim. Koliko je to stalo? Seansa je bila 110 €. Po 4 seansah je v bistvu on meni rekel, da imam premočno depresijo, pregloboke težave, da on pač meni tukaj žal ne more pomagati, tako da v bistvu sem pač tam odšla še huje, kot sem prišla dejansko. Kako je možno, da država že leta vzdržuje neurejeno stanje na trgu, ki ustreza zgolj šarlatanom, škodi pa ljudem v stiski duševno bolnim? Številni poskusi, da bi končno dobili zakon o psihoterapevtskih storitvah, ki bi uredil stanje na trgu in uvedel tako prepotreben nadzor, so padli v vodo. Prvi leta 2010, drugi 2018. Sedanja vlada je v prisegi napovedala, da je ureditev tega področja njena prioriteta do konca tega leta, a se sprejetje zakona, kot kaže, spet odmika. Sogovornika na ministrstvu kljub prošnji nismo dobili, sporočili so le, da bodo zakon sprejeli prihodnje leto. Država z svojimi ministrstvi in organi ni napravila tistega, kar že dolgo obljublja. 20 let že. Izgovor Ministrstva za zdravje je, da stroka ni enotna. Ampak kdaj bo pa stroka res enotna? Rdeča nit kaosa, ki vlada na trgu, je vprašanje, kdo lahko sploh opravlja psihoterapije. Psihiatri in psihologi, ki so po bolonjskem študiju naredili še 4 leta specializacije iz klinične psihologije, so prepričani, da jo lahko opravljajo le oni. Saj ne gre, kot pravijo, za samostojen poklic, temveč za metodo zdravljenja, ki sodi zgolj v zdravstveni sistem. Mora biti torej vezana uporaba in razumevanje te metode na zelo dobra diagnostična znanja. Gre za metodo, ki pravzaprav zelo poseže v človeka. Potem je tu še druga skupina, ki psihoterapijo opravlja na trgu. V Sloveniji jih izobražujeta 2 fakulteti, Teološka fakulteta ter samoplačniška zasebna univerza Sigmunda Freuda. Na obe se lahko vpišejo že maturanti in po nekaj letih lahko samostojno opravljajo psihoterapije. 60% vseh ur je namenjeno praksi, ki se deli na prvi stopnji, na dodiplomski stopnji, predvsem na prakso v psihosocialnih ustanovah po celi Sloveniji. Na drugi stopnji, magistrski, je še psihiatrična praksa, največji del 630 ur psihoterapevtske prakse pod supervizijo. Poleg tega mora vsak študent pri nas opraviti najmanj 250 ur dela na sebi. Izobraževalno pot svojih študentov pojasnjuje Miran Možina, direktor Univerze Sigmunda Freuda. Razlika je torej predvsem v izobrazbi in izkušnjah. Da bi začeli samostojno delati, se klinični psihologi izobražujejo najmanj 10 let. Najprej 5 let v okviru bolonjskega študija, 1 leto pripravništva ter na koncu še 4 leta specializacije v zdravstvu. Ob tem dodatno za eno od znanstveno dokazanih in priznanih smeri psihoterapije. Na drugih 2 fakultetah naziv psihoterapevta študenti dobijo po 5 letih bolonjskega študija, s pomembno razliko, da ne delajo znotraj zdravstva. Njihove storitve so plačljive. Irena Kosovel, predsednica Slovenskega združenja psihoterapevtov, pojasnjuje, da prav oni razbremenjujejo javnozdravstveni sistem, ki nima dovolj kadra, da bi zadostil vsem potrebam ljudi v stiski. Že zelo veliko ljudi, ki imajo zelo dobre izkušnje s psihoterapijo, in to ne s psihoterapijo v zdravstvu, ampak za psihoterapijo izven zdravstva. Jaz se skoraj ne srečujem z res temi težkimi psihiatričnimi bolniki. Če pa nekako kakorkoli skozi obravnavo ugotovim, da so neke težje težave, večje problemi in tako naprej, pa seveda takemu človeku priporočam psihiatra. Poleg
psihiatrov in kliničnih psihologov, ki izhajajo iz zdravstva in samoplačniških psihoterapevtov, je tu še tretja skupina. Popolnoma nekompetentni ponudniki brez kakršnekoli ustrezne izobrazbe, ljudje z opravljenimi hitrimi tečaji in raznimi certifikati. Imamo ljudi, ki se predstavljajo za psihoterapevte, pa so ti, bom rekla, imajo ta naziv na podlagi, ne vem, enomesečnega usposabljanja, ki ponujajo instant rešitve. Ti so najpogosteje najbolj privlačne uporabnikov. In pri psihoterapiji ni instant rešitev. Jih ni. Opozarja Alenka Mavec, predsednica Društva za pomoč osebam z duševnimi težavami. V iskanju odgovora, kaj ponujajo in kako se lotijo anksioznih, depresivnih stanj ter paničnih napadov, sem poklicala nekaj ponudnikov. Delam na energetski ravni, jaz delam rekiterapijo, delam na način sidranja novih programov, imam pa gonge, meni je to nekaj najbolj fantastičen, gongi odpravljajo slabo in staro stran. Energetske terapije tudi spadajo, sem spada tudi v bistvu psihoterapije, ne? Se dela na telesu, inštrumente se polaga na telo in vibracija potem pač vpliva na spremembe na telesu. Je to učinkovito? Ja, zelo, zelo. Ponudniki obljubljajo čudeže, instant rešitve, nestrokovne pristope. Skupina, vse poteka preko doma. Tukaj dejansko vsi ti, ki ga pridejo v ta program, imajo rezultate fantastične. Kakšne pristope pa imate? Različne energetske tehnike, se pravi tudi takanje, občutimo vaše dogodke, čutke, vzorce iz vaše preteklosti. Kaj pa to odpiranje čakr, na kakšnem principu pa to delate? To je to v bistvu energetsko, kadar so čakre pretočne, energija lahko čist teče. V bistvu ne gremo zdaj v nekaj preteklosti, ni pa to psihoterapija, kjer pač hodiš 2 leti ali več, ampak to je nekaj hitrejše rutino. Ti, ki govorimo, da so šarlatani, ali pa da imajo pač neke skrajšane variante izobraževanja, seveda ne sodijo v polje psihoterapevtov. Nestrokovne psihoterapevtske obravnave lahko odprejo travmatske vsebine, vzdržujejo slabo stanje pacienta ali ga celo poslabšajo, opozarja doktorica Sana Čodrl-Dobnik, klinična psihologinja zaposlena na psihiatrični kliniki. Lahko ljudje potem pristanejo v urgentnih službah, izrazito vznemirjeni, suicidalni, duševno bolni. In je zelo pomembno, da je na drugi strani strokovnjak, ki nam zna na primeren način naše težave razložiti. Posebej ranljivi so starši otrok in mladostnikov, opozarja Mikuš, ki v upanju na hitrejšo obravnavo za svojega otroka pomoč iščejo povsod. Imamo veliko zasebnih ponudnikov, ki nudijo različne, tudi pogosto psevdoznanstvene pristope, ki so pa zelo dragi. Najpogostejša tema je ravno to, kako najti psihoterapevta, ko nekdo nima sredstev. S temi vprašanji se uporabniki redno obračajo na društva za pomoč osebam z duševnimi težavami in motnjami. Psihoterapije so drage, mnogim nedosegljive. Ob dejstvu, da ravno nizek socialno-ekonomski status povečuje tveganje za razvoj stisk in duševnih težav. K vam lahko pridejo ljudje, ki si to lahko privoščijo. To je pa res. Kakšne so cene? Torej, jaz štartam s 50, so pa je tudi precej višje, ne? 60, 70, lahko tudi več nekateri. Za manj izkušene psihoterapevte, ki delajo pod supervizijo, je tam cena okoli 50 €, za izkušene 60, 70. So pa seveda primeri, ko računajo tudi kolegice in kolegi več, tudi 100 in več evrov na uro. To so dolgotrajni procesi, ki zelo redko trajajo nekaj mesecev, prej leta. Darja je pomoč, ki jo je, kot pravi, spravila nazaj v funkcionalno življenje, našla šele po letih trpljenja. V sodelovanju s psihiatrinjo in psihoterapevtko, do katere je prišla po priporočilu, spremljali sta jo z roko v roki. Vsekakor je bil to en velik finančni vložek za mene, tako da lahko pač rečem, da recimo, če okroglo govorimo 200 € na primer na mesec, če so bile to terapije enkrat tedenske. Hodila sem pa leta, vse skupaj v bistvu mislim, da je bilo okrog 6 let. Jaz sem pač druge stvari takrat pustila v strani popolnoma, vsekakor je pa to bil kar konkreten zalogaj finančni. 6 let rednih obravnav jo je torej stalo skoraj 15 000 €, skupaj z vsemi propadlimi poskusi in prizadevanji, da ji bo bolje, pa veliko več. Najvišje cene imajo praviloma ravno tisti, ki psihoterapiji sploh ne bi smeli ponujati. Kakšna je vaša cena? Drugač, cena je 90 €, 70 €, 50 minut, 1500 €, do 5 minut, to ga pač je. Cene za enkraten obisk. Ne.
Medtem ko država ne naredi nič, da bi področje uredila, število predpisanih zdravil za duševne težave narašča. Zavarovalnica je osebam v stiski samo lani plačala za dobrih 27 milijonov evrov zdravil, največ za antidepresive, jemlje jih skoraj 150 tisoč ljudi. Lani je bilo izdanih dober 1 700 000 škatlic, največ v Zasavju, najmanj pa v osrednji slovenski regiji. Njihova poraba je v zadnjem desetletju zrasla za tretjino. Lahko tudi rečemo, da je pač psihoterapija oziroma pomoč rezervirana le za tiste, ki se jo lahko privoščijo. Vsi mi imamo veliko uporabnikov, ki so prejeli prvo pomoč, bom rekla, pri osebnem zdravniku, so bili potem napoteni k psihiatru in kliničnemu psihologu. Imamo uporabnike, ki še vedno redno hodijo k psihiatrom ali specializantom in večinoma njihova terapija zgleda, da se javljajo na en mesec, 15-minutni pogovor, a ste kaj boljše, niste, bomo malo prilagodili antidepresive. Potem so tu bolniške odsotnosti. Zaradi duševnih in vedenjskih motenj je letno več kot 21 tisoč ljudi odsotnih z dela. Teh je v primerjavi z desetletjem nazaj za skoraj 5 tisoč več. Vsaka povprečno traja 57 dni oziroma skoraj 2 meseca, kar državo stane 80 milijonov evrov. Pacient izgubi leta in leta, preden pride do prave ustrezne pomoči. In to je tisto, kar je pač dejansko res žalostno. Ne? In v tistih letih se ta, bom rekla, nezdravljena psihična težava še toliko bolj poglobi, kar pomeni, da je kasneje potem še toliko težje to vse skupaj sprovesti. To so številke, ki bi jih s pravočasno obravnavo in terapijami, ki dokazano pomagajo, lahko zmanjšali, hude oblike bolezni pa preprečili. Da bi država področje psihoterapij uredila in uporabnikom olajšala pot do hitre in učinkovite pomoči, bo morala definirati izobraževalne poti tistih, ki jo izvajajo. Bodo to lahko 5-letni akademski programi takoj po srednji šoli ali 4-letna specializacija v zdravstvu po diplomi iz psihologije. Zaradi pomanjkanja kadra je predpisanih dodatnih 100 specializacij in leta 2027 bo v zdravstvu delalo okoli 250 kliničnih psihologov. A ta status si želijo pridobiti tudi psihoterapevti, ki ta hip delajo na trgu. Predlagamo, da psihoterapevti, ki bi recimo končali tako kot psihologi, ta bolonjski študij 3+2, bi potem opravili verjetno neko pripravništvo, nek staž in potem se zaposlili v neki zdravstveni ustanovi, kjer bi potem še nekaj let se dopolnilno izobraževali za to zahtevno delo v zdravstvenem sistemu. Ko se mi prizadevamo, da bi se vključili v zdravstvo, pravzaprav si ne prizadevamo za to, da gremo mi v zdravstvo delati. Vsaj mislim, da večina njih ne. Ampak predvsem to, da lahko za delo, za psihoterapijo dobi pacient napotnico pri svojemu splošnemu zdravniku ali pa da ga napoti psihiater. Da gre v psihoterapevtsko obravnavo. Torej, v resnici bi za vas bilo sprejemljivo, če bi bili neke vrste koncesionarji, kamor bi dejansko se zatekali ljudje s težavami, vi bi pa potem dobili denar iz blagajne. Bi se ta storitev ne bi vplačal pacient, ampak bi jo pač plačala zdravstvena zavarovalnica. Vsi ljudje v stiski pa še zdaleč ne potrebujejo zdravniške obravnave. Ljudem v stresnih dogodkih pomagajo že razbremenilni, poglobljeni pogovori, podpora. In tukaj mi vidimo mesto svetovanja in svetovalcev, ki pa morajo tudi seveda biti ustrezno regulirani. Vendar to ni psihoterapija in ni metoda zdravljenja. Zaradi mene lahko rečejo, da je psihoterapija za njih metoda dela, ampak na način, ki jo oni uporabljajo. To, kar delamo psihoterapevti, ki smo pač samo psihoterapevti, je pa psihoterapevtska obravnava, ki ne traja 3 srečanja, ampak traja mesece in mesece in se na par letih ustavi. A zaradi odsotnosti nadzora in velikih potreb se zdaj dogaja, da študenti začnejo izvajati psihoterapije še preden sploh dokončajo študij. Koliko ste sproducirali že psihoterapevtov? Ne veliko. Torej, tistih, ki so končali magistrsko stopnjo, je 20, je okoli 150 študentov, ki so pa na tej stopnji, da delajo pod supervizijo. Glavni problem pa je to, da ravno manjka zakon, tako da ti ljudje, ki študirajo, niti niso toliko motivirani, da bi potem končali. Imajo za polne ordinacije in delajo pač pod supervizijo. Če bi bil trg reguliran, bi uporabniki točno vedeli, na koga naj se obrnejo, kdo ima kakšno izobrazbo in kdo je usposobljen za katero vrsto težav.
O naraščanju duševnih težav ter povečanih potrebah po ustrezni obravnavi pacientov novinarji opozarjamo že leta. Ljudje v stiski že predolgo poročajo o nemoči, ki jo vsakodnevno doživljajo, ko poskušajo priti do ustrezne pomoči. Ministrstvo za zdravje ne sme delati v dobro psihoterapevtov, v dobro psihiatrov in v dobro kliničnih psihologov, ampak v dobro uporabnikov. A ministrstvo kljub 2 desetletjima kaosa težavo še vedno ignorira. Kljub jasnim obljubam premijeja in takratnega ministra Loredana zakona še ni. Noben od vpletenih ne ve, kakšen zakon pripravljajo. Medtem samoklicani psihoterapevti odpirajo čakre, zdravijo z gongi, kopelmi, angelsko terapijo. Delam z gongi, torej tudi, kjer meri čustveni vpliv klienta. Najmočnejši del terapije je pa dejansko čistimo vaše dogodke, čutke. Lahko bova v eni seansi že toliko premaknile. Cena je 1500 evrov. Z boljšo in takojšnjo dostopnostjo, enotnim registrom ponudnikov in nadzorom bi lahko preprečili marsikatero psihično motnjo, dolgotrajne bolniške, izdatke za zdravila. Se nekateri okoriščajo na ta način. No. Če bi prišel človek prej do pomoči pravilne, bi bilo to veliko lažje. Duševnim motnjam se na svetovni ravni letno pripisuje 8 milijonov smrti, od tega 200 000 v Evropi. Zato je strokovna in pravočasna pomoč nujna in bi jo moral dobiti vsak, ki jo potrebuje. Ki jo potrebuje.